Evo, takole, spoštovani gledalci in dragi prijatelji mojega že zdaj slavnega YouTube kanala, ne. Preden začnemo in preden predstavim tegale fajnega fanta na moji desni strani, Optika Javornik v Slovenskih Konjicah, kjer se mi pravkar nahajamo, je moj pokrovitelj in skrbi za moja očala, tako da hvala lepa Optiki Javornik, dol v opisu imate link do njihovega Facebooka in če hočeš imeti cool očala, pojdite tja, ne. Zdaj pa, dame in gospodje, znašla sva se v hramu intelektualizma, ne, torej med knjigami, ne, kar je edino pravilno, ne, in z mano je, kaj bi jaz zdaj to rekel, ne, z mano je Low battery. človek, Please charge. ki je znan po tem, da ima TikTok. Človek, ki je znan po tem, da poje 40 kg evrokrema v pol minute. Človek, ki je moj avto na ramenih odnesel Slovenskih Konjic v Celje in nazaj. Človek, ki je bil ali še vedno je, bomo ga vprašali potem, član te zelo glasne slovenske varde. Človek, ki 24 ur na dan preživi v fitnesu in skrbi za svoje mišice, je pa zanimivo, da on na prvo žogo morda ne izgleda kot nekdo, ki je poduhovljen, nekdo, ki se je vmes zapisal Bogu in iz temne strani, torej skočil na to svetlo stran, zakaj, kako, čemu, poleg tega je tudi igralec, ne. In jaz sem zelo vesel, no, da je z mano Damjan Furman, a.k.a. Furči. Lepo zdrav. Jezus Marija, Jezus Marija. Nisem posodil, prav tako. Ok. Damjan, predno začneva, ne, gremo na te zabavne teme, mogoče da razbijemo te knjige, ne. Kaj s to tvojo močjo, no? Ker prej odzunaj, ko sem te čakal, sem te videl pri mojem avtu, ki ni tako lahek, ne, in si ga, pazi, z eno roko si ga od spodaj prijel in si ga takle glihto, ne. Od kje jemlješ to moč, to supermensko nadnaravno moč? Evo, kaj naj rečem, to prvo je dar, ko je podarjen od Boga. Bog ti je dal to moč. Ker je to verjamajo, ne? Ja. So talenti podarjeni in darovi so tudi podarjeni, ne? In temu pravim tudi, normalno, vsemu temu je pa tudi en resen, vztrajen trening, ko že treniram, po cirka tam 14 let. 14 let. Pa koliko kil dejansko ti lahko dvigneš z roko? Zdaj ni odvisno, ne, odvisno je zdaj od tisto, ko delaš, ne. Low battery. Biceps, Please charge. ampak jaz pravim temu, ni zdaj tisto ponos, vsak mu rečem, pusti doma, ne, ker najbolj je važna tista poslušnost, pa da se naredi, ne, to je pa zaradi poškodb, pa to ne, zmeraj rečem, naredi eno serijo več, pa da si poslušen, pa da narediš in čas pa dela svoje. Ampak koliko lahko dvigneš? Ker tam sem te gledal na enem posnetku, si daš takle avto, si dal gor na ramo in si ga dvigval, ne? Zdaj je odvisno, evo, avto je imel tam 550 kg največ, jaz verjamem, da bi enih 700 bi znal dvignati. Bi znal dvignati, brez problema, samo mora biti pravi dan. Ja, a pravi dan. Na nepravi dan pa kaj, sam 300? Pa dobro, na nepravi dan je pa glih 500, evo. Je pa glih 500. Nekaj tule gledam, če recimo vzajam eno knjigo, ne, ti imaš dejansko roke tako široke, kot ena poprečna knjiga, ne. Pa glih, glih še je bilo včeraj, sem rekel fantu, sem rekel, veš, da mi je danes tvoja ljubica roke mirila, nekaj že res nisem roke miril, nekaj so bili tega smo mladi, te je maglo vse na sok milimeter, če je bilo večjo, si je bil zakon, ne. Zdaj pa res, eni 4-5 let zihar priznam, ampak to sem samo enkrat rekel, sem si miril tam v Start Fit fitness do Konjica 52 centimetrov. To je pač nekaj obično. Koliko ima pa Schwarzenegger? To pa ne bi videl, evo, meni se zdi, da on ima nekaj 60, 62. To ti še pa malo manjka. To pa kar manjka, ne, samo je ta naturališ hrana, ker nisem na dobenih. Glej, steroidih pa to, no, pa če smo že, pa če smo že pri tej tvoji hrani, ne, ti si naredil bom rekel, celo foro na TikToku in na teh svojih družabnih omrežjih s tem jestjem evrokrema, ne, kjer si namakal noter razne stvari in si bil sposoben pojesti ta evrokrem pol in si zraven te glasove spuščal, razumeš, in otroci in mladina te je potem poznala in vzljubila, ne. Kaj je zgodba, no, tega, da lahko poješ, kaj, 10 kg evrokrema, kaj? Dobro, zgodba tega je to, ne, da naprimer so vemo sami, kaki za ene sem pretegnjen, pač si mislim, ne, to je pač njihov problem, ne, ampak v bistvu tega je, da naprimer tudi
Ne za to, da bi za neke časti pri sebi nabiral ali pa bilo kak, ampak ko vidiš zamoren folk, poskušam biti čim bolj pozitiven. Aha, da si jih čim malo bolj nasmejal, pa pozitiven, da jih sprostil. nasmejiš, da je pač človek tudi, jaz pravim zmeram, ne, vsaki izziv, kot je v življenju, ga me zmeram, ga spremi, naredi, vrži beg tiste strahe, probaj in verjemi, da se da vse, ne. Ampak zanimivo je to neko, grem evo tak, furči, ne, in doti neki notranji zagon, ne, doti kar veš, da si jim nikud zanimiv in Da si nekaj naredil, ne. nekemu iz otroštva ostaneš. Ampak čuj, koliko Eurokrema si pa pojedel dejansko? To si res jedel na teh videih ali si malo zaigral? Res? Pa koliko si pojedel? Tule je ena bana sladoleda pojem. Ja, v kolikem času? To je tisto, kar, ko bi rekel, enih 5 slabih 10 minut. Pa to govorimo za uni bani, ko se kopamo ljudje not, ali v banici? Tista banica, ko naprimer dobiš najboljši v Eurospini, narediš kakve banane natri, hruške, kako grozdje, jabke, pač normalno, jaz si še pol tiste svoje dodatke dam, pa to ne, ampak ostalo je pa tak iluzija, ne, jaz rečem kalorijska bomba. Ampak kaj pa prav Eurokrem, recimo, ti ni bilo slabo, ko si ga to pojedel? Ker to je masno, to se želodcu not prinese, ne? Ne, jaz pravim, da ni to neka zdaj poenta, jaz sem bil kot mali, sem zmeram rad sladko, ne? In zmeram, ko sem bil sem rad zmeram za sladko nekaj rekel, ne, ali Eurokrem, ali je kremšnita, ali je torta, ne, in zmeram pač neka pojem, ne, rečem, da nismo dobiš pa energijo sladko v sebi, in se mi zdi tisto fino, ne. Ampak gre skupaj recimo fitness pa Eurokrem? Zdaj jaz pravim, nisem zdaj tisti mlad pubec, ko smo včasih gledali, da ne bi kak špehec visel dol, ne, ampak jaz zmeram pravim, delam na neki moči, na masi. Ti si bolj za to, Itak je pa to tak, da so me tudi moj kolega, ko zdaj v Avstriji gor, me je tudi vabil dol, pa tudi eni strele dol iz Hrvaške, me je vabil na bench, da bi šel dol na tekmovanje dol v Zagreb, ne. Ampak ne, jaz sem rekel, da pač tam imam jaz za hobi, nimam jaz zdaj tisto, da bi imel zaradi nekega ponosa ali pa to nekaj. Razumem, ja. Vem, da to so priprave, ne, če bi pa zdaj tule konicah iskal neke sponzore, verjamem, da jih ne bi takoj dobil. Zanimivo je pa to, ne, naprimer, kot človek, ko pa zmaga, ne bi ga pa vsi tapčali po ramah, ne, jaz pa temu ne dovolim, ne. Ker če sam se financiraš z tistim malim denarjem, pa sam stroje, jaz pravim, ne, mene ni važno, ali je viter, ali je dež, ali je minus, ali je plus. No, se gli to sem tako da vprašati, te tvoje videe, ki jih objavljaš, ne, ti greš v sneg, ti greš v dež, ti greš v minus, ti greš v plus, na pol nak, zanj vem, da si bi zgoraj brez, bil je bilo minus 10 stopinj, si šel v sneg, si norel, si skakal, mislim, odkot ti ta norost, no to, da v bistvu, pa ne rekel norost, odkot ti to, da se nič ne bojiš, da bi se prehladil, da bi se poškodoval, ti rineš, greš, razumeš, pa če bi ne vem kaj padal z neba, bilo minus 100 stopinj, ti bi šel vaditi. To za šov delaš to? Ne, zdaj bom čisto tako povedal, čem pokazati, ne, da ni zdaj tisto, tako se nekateri, naprimer, jučejo, kak je mrzlo, kak je vročil, naprimer, tudi sam sem delal v Unijari 12 let na 65 stopinj, ne, tudi sam sem večinoma gor po strehah delal, ne, iskal sem neka vročina in tudi na en način, ko bi rekel, ko je pa tudi minus prišel, pa lahko rečem, da sem, hvala Bogu, ne, ko sem enkrat v življenju prestal na ulici, ne, na minus 21, ko sem šel iz cela peš, se spomnim tako, da bi danes bilo tako mimo tule blizu Frankolova, ko je tam ena štola, se spomnim, pogledam, pa vsako rečem, tule sem pa jaz zdržal pri minus 21. Pa kak si bil oblečen? Jaz sem bil tisto oblečen, ne samo, ko je bila bunda gor na mene. In bilo je tisto, ne, in ko bi rekel, pol me ni dolov niti mira, ne, jaz sem šel gor, smisel, da zdaj tule nekaj prespal, sem rekel, ne, grem jaz naprej, bil sem tam 1-2-3 vrtce, res je bilo mrzlo v celi dobenga, nacisti dobenga, ne, jaz kako prejem nacisto,
evo, se en tovrnjak ustavi, ne, reči, kam greš, si kolej, grem Konice, ne, rekel, lete pa gremo, ne. Pravim, da tudi večinama sem tudi od zuna, naprimer, ko sem bil tudi, zdaj, če malo pomešam, sem bil tudi v Zagrebu, ne, smo tudi delali na minusu, ali je to bil plus, ali je to bil dež, mi smo verjeli, mi delamo to za Boga. Nekaj se vidi, ja, da te nič ne ustavi. Ne? Mi delamo to za Boga, ne, in smo to verjeli in s tem ti je tudi nekot vera rasla, ker smo večinama delali to kot volontersko delo, da jim pomagali. Ja. In da se. Ampak si se kdaj poškodoval pri teh svojih norostih, teh vajah, kot ne vem, kaj tam delaš, dviguješ, te kaj križ bolel, ali si res tako izjekla narejen, no, kako ne rečem. Isto, hvala Bogu, da še nisem imel dobene poškodbe, razne enkrat, tako sem si tule mišico pretrgal tule v spodnjem delu, kao neki kilo, kaj si tvornjak dvigval, avion si dvigval, kaj si delal? Tam sem čepe z 250 kilami, ne, in sem rekel, mora je tudi res ponos narediti. Okay. Zato pa tudi me je tisti ponos, ko bi rekel, da tudi dosti vedeti, da tudi mladini, vsakmu rečem, pustimo ponos doma, osredotoči se navaja, naredi trezno, duhovno, in da imaš nekaj od tega. Ne? Zdaj, predno bomo šla prav na to tvojo duhovno plat, ne, in to, da si z te temne strani skočil potem na svetlobo. Glede na to, da si tak, bom rekel, orjaški fant, bom rekel, si tudi, sem slišal, zanimiv nekim filmarjem in so kaj, z Libanona ali skocali, popravi, če se motim, so prišli v Slovenijo ali kam in so iskali neke ljudi in so ravno tebe najdli, imaš prav vlogo v eni libanonski akcijski megaprodukciji. Ne mi malo več o tem povej. Pa kje lahko to vidimo? Ja, to lahko vidimo gor na YouTube, Al-Basem, zdaj ne vem, kaj to pomeni. Ja, verjetno. Al-Basem se samo napiše gor na YouTube. Pa kaj, cel film gor, ali odlomek? Cel film? Je en odlomek, je pa tudi cel film. Pa ti si noter prav? Ja. V bistvu tega je bilo glih fino za mene, ampak kar se tega tiče, naprimer, prvič sem videl, naprimer, tudi Libanonce, pa to ne, prav tiste slavne režiserje, pa filmske glumce, kak so oni naredi, ne, in oni so čist naredi na slow motion, ne tako pri nas staneš, Ja. Biti tako po škatlicah, ampak pri njih je pa čist, se vstane, se naredi en načrt, prije čez 5 minut nazaj, ne bo danes tega, ali bomo šli nekaj druge. Tako Dalmatinci. Ja, dobesedno, ja. Ja. Zvidel sem tak en Andrej iz Maribora, Andrej Šiško, ne, zdaj že dolgo res nismo bila v kontakti, ko je poveljnik Varde, ne? Ko je glavni Vardi, ja. In on je mene klical, bilo je glih tak, tam so bili eni Mariborčani. V Mariboru so snemali to? V Mariboru, tukaj na mostu, pri Europarki, zravno je bila tudi policija, naša slovenska, in normalno oni so pač, teko je bilo to v času COVID-a, ne, oni reče, Damjan, vsi neki varnostniki so zdaj zbolili za nekimi COVID-ami, ne, je rekel, jaz pa vidim, me pa tule je šel tek produkta, ne, pa tu na film tudi iz Zagreba ali Zadra, ko so, ne, so pa rekli, reči, imamo enega takega, ne, in jaz normalno sem tisto, že tako je zagrabil. Ja, veže. Gremo utri, nema tu milost. Ja. Leta meni nika novega, ne, ampak zaravno sem imel sošolca svojega, ne, ampak bilo mi je zanimivo to, ker pač, ko sem jaz tisto leto, da nisem zanimivo. Bilo mi je tudi ena muka, ker nisi smel nič govoriti v akciji. Se pravi, tih si mogel biti. Zdaj pa čist tih. Ja. Oni so pač snemali, njim se je dopadla Libanonci, kaj je že Slovenija, Maribor, snemali so v Grčiji pa v Libanoni. Šlo se pa tisto, da zasežeš droga pa sprav denar. Razumem. In ima se pač Mercedes vsedla, narediš barikado, spokaš, in jaz sem se pravim, jaz sem se tako živel notri, ne, jaz mislil, zale ta meni tako, da bi šel na Hollywood, ne, gremo gasa. Pa koliko si imel dejansko, koliko sekundno vlogo si imel, koliko časa si imel? Je bilo kar nekaj, je bilo? Kaj bi rekel, tam menih 20 minut, nekaj je bilo tisto, ne, tako da mene so tam bolj prašali, ne, brez nekih zavor, dajla, šuno, sem te, ne, ampak sem rekel, jaz sem pač na en način navajen, ker sem bil tako tudi zaposlen kot varnostnik
In vem, kako je z ljudmi delati, ne, in me tudi ne nekaj sram, strah, ko vem, pač narediš tisto svoj del, pa je to, ne. Pa so te pol, si imel še kakšne ideje, da bi še kaj naprej igral, pol si, jaz imel, si kakšne kontakte dobo? Ja, Libanonci so bolj tako naredili, ne, oni reče, zdaj bomo snemali en film, Pa še ne, ampak oni imajo tak, da v vsakem skeči če imeti drugo faco, ne, ker oni so rekli, da bi zdaj še neki tam pustilni, ne, še kao naredili, da bi pač bil, da bi igral vlogo kot varnostnik, pa da tako se stepajo normalno natr, ne, tako je bilo včasih. Da so si se stepli, ne, in se je vse rešilo, tako je v sekunde, brez sodišča, brez sebe. In in so rekli, da ne, da je vsaki skeč temu drugačen, ampak sem dal tudi možnost tudi drugim, ne. Sem dal tudi drugim, tudi gospe Rebovi, gor na Zavodu, ko je gor, ne, sem rekel, če ima kakve kolegice, da bo tam pri Lenti snemali, ne, ampak da bo obliko eno vlogo, če ne sem videl, da so pač tisti pohodniki. Daj mi reči, ko si omenil to, da si bil varnostnik, ne, si imel, da je tu kakšne take čudne prigode, recimo, če mi lahko zaupaš, če imaš kaj takega, ne vem, da je prišlo do kakega oren konflikta, da je bilo kaj res nevarno, ker te varnostnike, recimo, ko jih jaz gledam, bolj kot ne, vsem dolg čas, ne, stojijo, varujejo, gledajo na uro, vmes zaspijo. Ti si imel kako tako prigodo, ne vem, da si mogel kaj reševati, da je hotel kaj Evropa to ukraditi, karkoli, je bilo kaj taga ali ne? Ja, jaz lepo sem zahvalen tole, dobro, dosti sodelavcev so mene nekaj vedeli, ne, ker vsi so vedeli, da sem pač začel ne iz nule, ampak pod minus tisto, ko bi rekel, minus stav, da pride človek na nulo in ko pride na nulo, začneš ti neko življenje, neko drugače ustvarjati, drugače gledati. Jaz hvala Bogu, ne, da pač sem eno tako, ko bi rekel, ne srečo, ampak sam sem tudi kazal neko željo, da bi tam delo bolj na prireditvah, kar so mi na prireditvah. Zelo ležale. Tam se tudi tepejo, ne? Pa ne neke sile, no, ko bi rekel, folk ve, naprimer, da je tudi današnji zakon kar... da so s tem obremenjeni bolj. Da vejo, ne, če pride, da bojo tudi znali kar fino masno plačati, ne. In tukaj sem tudi videl, ne, da pač kakve globe so drugače danes odzuna, ne. In ja, delal sem tudi kot interventni skupini v Laškem, Pivo in cvetje, tam je bilo zanimivo. Tam je pa dosti kar tega bilo, kar tudi problemov, kar tudi vidiš dosti zdrogiranih, pijanih, na tabletah, popijenih, jaz temu rečem zadeti. No pa kako to odreagiraš, pa recimo, da je en tak, ko veš, da ne vem, ga boš sam dotaknil sebe, bo dol padel, pa sam neki gubcače, Ne to, ne tisto zdaj varnostnik, da zdaj ti odreagiraš za neko silo, ne, pač varnostnik je tudi, naprimer, jaz in tudi dosti nekaterim rešil tudi življenje, ne, tudi enemu fantu pred kratkim, ko smo se dobili na kavi, mi je prišel eno zahvalnost pokazati, tule konicah je doma. In ja, jaz bi rekel, je odvisno, da znaš ti tudi pomagati, ne, če vidiš, da je človek tam, da vidiš, da je mrtvo pijan, da mu znaš rešilca poklicati. Na tak način si ti to gledal. Rešilca, ali da ni zdaj samo tisto, ne, da ni samo tisto zakon, razen če je res tisto fizična sila, napad na varnostnika ali na policista, ta je druga zadevica, tam se drugače zadeve štejejo, pa to ne, ampak če se da pomagati, se daš pomagati, da tudi pokažeš, da imaš tudi neko načelo humanosti, sorazmernosti, strokovnosti, nekaj v sebe, ne, in da tudi znaš upoštevati, tudi pa gledati, da si človek. Če nisi človek, da je tisto tako enemu nika pade, ne pač z ene smene in da je note z neko silo bik potisno, ti bi pa rad, naprimer, prišel na eno mesto, naprimer v Cele, na erotični sejem, naprimer isto Gartner, ne, in zdaj pozobil eno akreditacijo, do enega tam noviga, ne, in navaj, ker človek je tam, ne. Zdaj pa mi vsi tam poznamo, ko nadelamo, on tam na vrata pa komplicira, tako da se kadaj. In so pravim, tudi eno razumevanje. Da si pa tak bil ti bolj to.
No, ker se tudi recimo na Facebooku kdaj spremljam, recimo, ko se rad se oglasiš pri kakih političnih temah, ne, ti gre kaj na živce, pa te krivice te bolijo, te jezijo, pa se pa oglasiš, pa dosti ljudi je recimo pol na tvoji strani, pa bravo Furči, ne, dobro si povedal, Furčija za predsednika, gor dol, ne. Odkot imaš to recimo vsebno, da te zmotijo te socialne krivice, stiske malih ljudi? To sem večkrat opazil, da ti, pa ne da se nekaj ven mečeš, ampak da ti res ni vseeno. Odkot imaš to vse, to neko, kako bi rekel, čut za človeka, pa čut proti krivicam? No? Jaz zmeram pravim, ne, jem čisto tako enostavno. Zdi se mi nesmiselno, naprimer tudi dosti, kot sem v hotelu delal, kot varnostnik gor v Zrečah, ne, vidim, kak je človeška narava na en način pokvarjena. Ne. En bo rekel, so človeška narava pokvarjena, samo ni zdaj to poenta, da je boš ti izkoriščal. Jaz pravim, če si ti en vzor, ne glede, ali imaš šolo, ali si starejši človek, ali si odvetnik, ali uno, triko, ne, verjamem, vse se okoli denarja vrti, ne. Ampak, ko gledam neke take stvari, naprimer, tako je poplava, tako naprimer zdaj, ko bo kurjava, ko si nekateri ljudi ne bojo mogli. Tu se večkrat oglasiš tudi pri kurjavi, ali elektrika, ali ono, ali male penzije, ali ono levo desno, ne, vsi si nekam lastijo tisti svoje, ne vidijo pa last narod, ampak nažalost je to, naprimer, kak se naša politika, pa ne za to, da sem kaj nasprotna, pa bilo kaj, ampak resnico tisto govorim, kak se v krogu vrtijo, da pozabljajo na lastno državljane, vse druga vidijo, tu kako je pa pri nas, ko se pa utopla, ko grejo na ulico, naprimer tako Sara iz Velenja, ne, se mi zelo dopade, kot ženska, ne, kako se bori za pravico, ne, in jaz pravim, vsi, ko se borijo za pravico, ne, se borijo na en pošten način, ker se doli tudi nekaj skozi, ne, in normalno nimam rad to, ne, življenje sem večkrat lačen laufal, pa to, ne, pa tudi službo lačen hodil, pa to, ampak gre se za to, ne, da se da človeku pomagati, da mu ti daš neka, ne, kako bi rekel, da mu daš iz svojega zadovoljstva, ne da iz nekega ega delaš nekaj v sebi, prid drugemu pa le škoduješ, pa to, ne. Ampak rečem, če že ni samo pri nas neke stvari pošlihtane, ne moreš iti nekam drugam, nekaj si delati, nekaj. Ti, kaj je bila pa ta zgodba te Varde, no? Če smo zdaj pri tem, to je bila, bom rekel, mnogi so to obsodili, da je to neka nasilniška organizacija, ki se samovoljno bori, samovoljna vojska, samovoljna, ne vem, kaj se tu dogaja. Kaj je dejansko bila zgodba te Varde, pa zakaj je bila po tvoje takrat potrebna, pa kaj je zdaj z njo? Kaj se zdaj dogaja s tem? Trenutno ne vem, naprimer, ko tekli spremljam Ivana Bolfeka, pa to, ko sem bil zelo v žalcu. To je zdaj na pauzi, ali kaj? Ampak v bistvu tega je to, da smo res iskreno povedano, da smo tudi stika malo zgubil, ampak zanimivo je to, ker me zelo dobro poznajo, da sem jaz tisti vojaški tip v sebi in da se na en način rad nekaj smilim sam sebi, ne, in da tudi vsak mu rečem, če priješ do neke gore, da jo zruši, makar bagar vun, adijo, gremo, ne. Ampak v bistvu tega je to, ne, naprimer, da tudi sem imel res eno želje, jaz sem bil ful v tem, bi, ne bi, gledal sem nekaj tam in pol mi en tekle harbet obrne, ne, in pride en kolega, ne bom ga imenoval, ne, sem rekel, čuj, ko si slučajno tu notri, tukaj, rekel, sem, ampak nisem njihov član, ampak sem kot inštruktor. Mene je že bilo to zanimivo, ne, ko sem bil malo puber, 26 let star, ne, jaz mislil tujs kolegijo, ne. Prav tujs kolegijo? To mi je res prav življenje, res žal, da nisem šel, ne. Čeprav ko sem bil v Parizu, sta ena, dva okoli mene laufala, pa to, ne, sta mi mislila dati možnost, da bi lahko na to stal, ampak sta vedela bolj očitno, da je pač ima Bog neke druge plane za mene, ne, da sta šla v stran. Ko smo bili tam v Parizi pred eno katedralo. In glede tudi te Varde, pa tako, jaz sem rekel, ne, imam željo, imeli smo tukaj na Veliki planini, tukaj gor pri Sevnici, ki je to, bolj na Dolenjska stran, in mene se je dopadlo, evo, to je tak,
prejemo te, spoznal sem tiste nove domoljube. Ampak jaz nisem nič videl, nič spornega glede tega. Pokazali smo na en način, da tudi smo pripravljeni narediti nekaj dobrega za svojo državo in da nam ni vseeno na en način, da se majšajo neke rase, ne za to, da si neki nacionalist ali bilo kaj, ne, da na en način znajo poskrbeti za lastne državljane, ne, tam bi vse doli postavljali šotore, ono triko, ne. In tudi, supravim, ko sem tudi po Ilirski Bistrici tudi hodil, ne, koliko je to odpadka, koliko je to svinjarije po goši, pa to ne. In normalno, da tisto, da se dotikaš, pa to ne, ampak dobro, mi smo slikali to, hoteli smo tisto pokazati državi, da ne tisto, ko novinari zakrijejo nekatere stvari, pa ne, da za jih pluvam. Pač imajo tudi šefe nad seboj, da se ne sme izvedeti, ne, ko je vse po gošah, pa to ne, ko vse leži, ne, od migrantov, pa to ne. In tudi na en način dole je tudi eno opozorilo, ne, države, da se tudi opozarja, ne, da se vsi zbudimo, da gledamo, ne, da smo zdaj ena kot manjšina Slovencev, ko lahko nekaj pokažemo, čeprav oni, ja, imamo dosti policije, imamo dosti vojske, imamo dosti tega, onega, trekiga, ne, ampak jaz pravim, žal nas je premalo za neke take stvari, ne, da ni ta tista poenta, ali delaš nekaj po zakonu, ali delaš ti nekaj tu, ampak da je poenta tudi, ne daj Bože, jaz zmeram pravim dobro želim, ne, da smo tudi pokazali, da nam ni vseeno, da bi tudi bili tako ena pomoč državi. Ja. Ne. Sam mislim, se pa niste razumeli z državo, ne? Ni pa bilo tisto. To je bilo, skozi neki problemi so bili, ne? Ja. Pa Šiško, Šiško, ne, Andrej Šiško. Andrej, ja. Vem, da so ga pol aretirali, pa preganjali, pa da cel hudice je v glavnem dogajal, no, s to zgodbo, no. Ja, jaz sem šel te, ko je prišli iz zapora, on sem šel tudi te stati, smo še tam stali, smo ga tudi tam pozdravili, Mariboru, tam pred zaporom, pa to ne. Ampak jaz dobro, jaz pravim, niti se nisem nikoli poglabljal z njim, kaj je pač imel tisto od zada, pa to ne. Eni pravijo to, eni to, jaz pravim, jaz temu nič ne verjamem, ne. Ampak jaz pravim, če teče ena res kot črna ovca, ne, ali mene, bom itak skozi neka črna ovca, ne. In verjamem, da so se mu tudi dogajale neke krivice, ne. On je dobro hotel kot za državo, kot za svoje otroke, kot za nas, kot za vse ostale, da tudi, da se zbudijo, vsi, da se zbudijo in smo bili tukaj, da se zbudijo, ne da tam, če imaš kao neko uniformo na sebi, da dobiš 2 ure pa pol kazni, da je to vse v interesu, s ponosom pol okoli hoditi, če je enega vardista, sem tam ostal, pa sem mu dal kazen, da je tudi mare se vede, da je pač dal kazen svojemu državljanu, ko se bori za pravico, ko če je nekaj dobro, ko če je pomagati, ko če je nekaj dati za državo in policiji in za vojsko. Čeprav vem, zastopim, da je vojska policija, ampak jaz pravim, zmeram je rekel, zmeram da priložnost eno, če se da. Ne obsojati, jaz nikoli ne gledam človeka, čuj, naprimer, dam pod narekovajem, ne me zdaj narobe zastopim, Iztok Gartner je bil killer pa dealer. Mene boli kurac po domače povedano, ko je bil prej, ne. Jaz ga gledam zdaj, prišel si do mene, naredil si en normalen pristop, pogovarja se z menoj in jaz gledam zdaj človeka, ne. Ampak bistvo tega, no, če malo skučimo, malo nazaj, da je žalostno to, da nekateri, ko so na takem položaju velikem, ko bi mogli biti zgled, ko bi mogla biti ena luč naše države, pa ne da plovam, da od tega ne, bi mogli nekaj pokazati. Za nas državljane, da se to naredi, da se penzija zrekta, da se ono naredi, da se tisto naredi, da pustiš neki tisti svoj pohlep v sebi. Jaz pravim, kaj ti bo eden, sem pred kratkim zvedel,
25.000 evrov ima plače. En ima pa tam penzije, ko vem, 450, nekateri manj, tiste pa to ne, ampak kaj se nam tukaj malo poglobijo, tukaj malo naredijo, da tudi, naprimer, na ena stran, naprimer, jaz rad gledam Eriko Žnidaršič, Tarča, ne, Parko te Parvo je fes, Baba, ne, Svetovna, Raketica, drugo bi rad, naprimer, kada spozno, triku se mi pa dopade, da je tisto, ko mislijo ljudi, nekateri, ko mislijo, da je zakrito, da se odkrije. Da se odkrije, ne? Ja, zako bi se ljudem delala krivica, če ne treba. Ena mala država smo, ko smo lahko celi v Evropi eno pričevanje. Ne, da gledam, da rabijo skoraj leto pa pol, ne, če se že to doteknemo, pa še ni nič od tistih poplav, pa nič, pa ono, pa sem, pa te, pa tisto vse na drugega mičejo, pa on je kriv, jaz nisem, ne, si bomo roke odprali, tako pije, tako Pilat nad Jezusom, le jaz sem svoje naredil, zdaj ste pa tu udri, pojmo, ne. Furči, da ne bomo preveč se razjezila na to, se prav, da si povedal. Prav, da si povedal. Ampak veš, kaj me zanima, ne? Takle, recimo, ko te gledam, ne, deluješ navzven, deluješ močen, pa nič čustven, pa zajeban, pa to. V resnici le imaš pa pritlikega pinča, Arona, svaka kužeka, ne? Razumeš, ne? Te bom vprašal zdaj v njemu malo, ne? Pa tako se pravim, ko te gledam, si zelo nežna duša in kar je tudi zelo pomembno, bomo še o tem proti koncu spregovorila, ta tvoja poduhovljenost, ne? Se pravi, vide zvara, ne? Ti objavljaš pa tako, telovadiš, pa noriš, v resnici si pa ena zelo nežna, romantična duša, ne? Pa te vprašam, kje si tega kužka malega najdu, ne? Pa drugo vprašanje, ne? Vem, da si neko veliko ljubezen imel pred časom, pa da si zdaj menda samski ali ne, to ne vem, mi boš povedal, ne? No, mislim, ker punce imaš tudi rad, ne? In moje vprašanje, poleg tega kužeka, vidijo punce čez te mišice tvoje, le, če dam še enkrat knjigo zram, ne? On ima ljudje mišice tako velike kot tole, vidijo te punce čez te mišice, da si ti v bistvu romantična pa nežna duška, ki bi jim veliko več dal, kot sam neko mišico. No? To mi malo povej. No? Evo, le jaz prav, glih prav si to povedal, ne? Jaz sem tudi delal nekaj časa, sem je tudi odprlo, da sem neko šel v Avstrijo, v Graz delati neko zadevo, da sem delal enem nočnem lokalu, gor vse vidiš, ne vidiš tule v Sloveniji, da smo pač malo bolj tisto za betonirani skup, kak je tam tisto nočno življenje, vidiš vse in svašta, ne, i avte, i droge, i sponzoruše, svašta vidiš, ne, ampak dobro, mene to na en način je tisto, jaz naredim tisto svoje delo, da je tam gazda zadovoljen, grem domov in to je to, ne, da je pa še neka diskoteka bila, neko sem bil nekaj časa gor. Mene, kak je to prišlo, vsi gledajo, pozabljajo karakter človeka. No, to. Veš, zato, ko si tak robusten, zajeban, imajo glavo, da boš kar vsega prijel, pa zlomil, pa prebuto, razumeš, ne? Pa ni to res, ne? Dobro, no, jaz na en način sem tudi šel v fitness, zaradi tega, da je tudi negativo, pozitivno. Ja, dobro, se to je super, ne? Ja, se to je super. Nisi angel, ja, razumem. To je vse lepo in prav, ja. Ampak v bistvu tega so nekaj pozabili. Ne pomembna, ko imaš ti, kerga kužeka imaš, ne? Veliko smo tudi prestala, zdaj tudi eno leto, tudi borbic, ko smo imela, ne? Tudi zdaj pred kratkim sem ga iz veterine pripeljal. In ja, gledam, tisto, ko se mi je zadopadlo, je to, da ima veliko srce, srni No, pinč. pa mali kuža, ne? Pa zna biti ful zaščitniški. Čeprav sem jaz njega vzlil v svoje srce, in sem rekel, če bom kam šel z njim, čem, da je prijazen, da ga ima narod rad, ker vem, da znajo biti tudi čevave. Pa moj pomeranček je isti moj nor, ne, ja. Sem rekel, če bom kam šla, da bo pač, če bo kjer od otroka prišel, ga lahko pobožam, veš, da ga lahko komot neče, prav tako prvo malo tekle malo z neko distanco. Ja. Ampak ko rečem, lahko komot, je pol vidijo, da je pač tako neki bombonček, ne, Aron. In
pokazal sem, ja, da imam tudi rad veliko srce. Rad pokažem veliko srce, ampak pravim ljudem. Tisti, ko se znajo boriti. Tisti, ko tudi so pravim. Ker tega kužika imaš, to ga imaš res rad. Ja, to se vidi, ne. Tako jaz mojega puja, ne. To se vidi, ne. To bi pa dal življenje, tudi če ne bi imel kos kruha. Razumem. Samo, da ima da imam jaz pol neko, tako bi rekel, en duševni notranji mir, vajem nekaj sem naredil. Itak je pa eno živo bitje, ne, ko prideš domov. Ko te je vesel, ne. Ko prijem iz treninga, že laufa, že vede, že skače, vede, gremo tule v kul, na sprehod, pol kosilo delati, aktivno smo. Ti, no, kaj pa punce recimo, ne? Kakšne punce so ti všeč? Pa zakaj recimo si zdaj trenutno samski, iščeš kaj, ali si na pauzi? Kak je tvoj odnos do žensk? No? Kaj bi rekel, kakšne so današnje ženske, te kaj moti, bi kaj spremenil? Kaj praviš, kak je tvoj pogled, no, na ženski svet? Pogled? Dobro, najbolj me moti to, ko nekatere ženske ful visoko letajo, ne? In si mislim, pride čas, tako je pri meni prišel, ko te se bojo paratnojce fen porezala, da boš pač padla na en realen pot, ne? Zdaj pravim, enega življenja tako, če enega tak za vsakega nekaj, da pade na realen pot, ne? Ni človeka, ko ne bi. In prvo, se mi zdi toliko, tudi svet če biti na neki način materialen svet, vse na brzino, vse na novo, vse se na zunanje pokazati. Površno, ne? Novo avti, novi novo ono. Jaz zmeram rečem tudi vers, ali pa stiš stati znači lepota, kad ti vnutra sramota, ne? Leh dobiš eno lepo deklico, našminkano, ono treko, sem te ne, v bistvu pa ne veš, da si džavola k sebi dobo, ne? Ampak meni se dopade ženska, da ti zna takrat v strani stati, ko tebi najbolj hudo. Da ti zna tisto, ko bi rekel, zna biti poslušati, da ti zna gurat, da ti zna dvignati takrat tisti, ko bi rekel, ko malo padaš tisto, ko se ne vidi, kakva depresija ali pa bilo kaj, ne. In takrat se vidi, ko je pol ženska pred moškim, ne, glih. Evo, včeraj sem bil v eni cirkvi, se mi tako lepo zdelo, mož pa žena, oba dva imata Boga v sebi, ne, oba dva čitata Biblijo, oba dva slavita, oba dva molita, služba, oba dva, ne, in ta je neko lepo urejena, oba dva, neko eno skupno življenje, ne, ko zapravi, ko Bog združuje, naj človek ne ločuje, ne. In to se mi zdi neka ena taka božja ljubezen, najlepša, ko je možno, ne. Ampak, kaj pač tukaj, evo, kaj se tiče moje pauze, pač zaenkrat mi paše tak, ne. Ti paše. Neki mir, ne moreš dobene račune polagati. Jaz sem zmeram rad bil neki taki samotarski tip. Da se ne boš navadil preveč, ne. Ne. Ker mi že nekaj rojej po glavi, že nekaj na TikToki gledam, ne. Tisto, da bi, ko imaš lahko, samo moram zaznati, ki imajo, ko greš na tečaj 6 ur, 8 ur ali 24 ur, da svoje sposobnosti neko tu narediš, ne. In bi šel, na primer. Bi šel na neki. Kaj pa, kak resničnostni šov bi se prijavil? Ja, lej, če je možnost, zakaj pa ne? Kmetija pa te fore. Glih to bom rekel. Glih te, ko je bila prvič kmetija, dobro, so ne te pravim, me je teta lasna hotela malo pogurati, tudi kmetijo, pa to ne, ampak malo se mi zdaj vse skupaj cukrano. Tudi, ne? Ker mladini bi bilo treba pokazati malo bolj trdo delo. Kak je res bilo. Ko imaš staro kmetijo, ko je bo treba skupaj zaklamfati, ko bo treba mešalec vun dati, ne, to so vse živo, ko bo treba cigle nositi, jamo kopati, ne bagre, vsem te, pa imeti en tolar na eni mizi, pa žlice okoli, ne. In jaz pravim, ko do človek nekaj to skozi, dobro, res je bilo včasih življenje malo bolj 20-25 let nazaj, malo bolj drugačno, ne, to vzihar, ne, denar je bil bolj vreden, vse se je bolj vse dogajalo, ne, ampak
Ne bi. Bi, če bi bila prilika. Ne? Čuj, Furči, zdaj mi pa povej, no, ta tvoj Bog, ne, ki ga tako rad omenjaš, ne, kje si to, mislim, kako je prišlo do tega, da si ti, rečemo zdaj v teh modernih časih, no, ko mnogi v Boga ne verjamajo več, ali mislijo, da je to vse skupaj brez veze, ali kakorkoli, imaš tudi mnoge, ki ga imajo radi, ki so krščeni, kakorkoli, ampak kje si ti najdel tega Boga in kaj je bil razlog, da si ti dejansko, ne vem, poiskal pomoč pri njemu, ali kako ni rečem. No, ker Bog je tebe rešil, ne, če jaz prav razumem, ne, iz pekla. Ne? To dobesedno. Ja, to mi malo povej. V bistvu tega to ne, nekateri rečejo, da Boga ni, pa hudičev ne, ker človek, če vse nekot videti. Ja, če ne vidiš, ne verjameš, ne? Ja, nismo vsi tumažiki, ne, ki bi mogli zdaj tule probat, ne, na fakti, če gre na 13, ne. Ampak vidi se po delah, ne, vidi slovenske novice, svašta, vse, vidi se njegovo delo. Božje delo, vemo, kaj je, ne, da pač dobro dela se dobrim vrača, ne. In da človek uspeva, ampak v bistvu tega je tudi, da jaz sem bivši odvisnik, ko sem že, hvala Bogu, 18 let, ne, pijem. Bil sem tudi na tabletah. Tudi priznam, da sem tudi enkrat heroin čez nos potegnil, na enem resnem dnevu. Ampak vsega tega mi je bila pika na i, da sem šel v center, v Zagreb, tam sem bil 2 leti. Čeprav, da si tako fejs zašel, bom rekel, takrat s poti, si zašel. Življenje se ti velik krvic naredi, ne. Velik krvic in verjamem, da tisto, da sem na en način tudi ščerki odprl Katarini, ko smo se, nimamo nekih stika, ampak sem jih tudi malo odpiral oči, pa ne iz hudobije, ampak da tudi sem jih hotel pokazati, da ni samo ena plošča, ko je maraš tudi na 2 strani obračati, pa to ne, ampak leh rečem, hvala Bogu, da sem kot oče svoje naredil, ne, včeraj je diploma naredila, kar sem tudi ponosen in ji čestitam, čeprav še nisem, ne, pač okoliščine, ampak če v bistvu povedati, jaz sem pač mogel res tisto, ko bi rekel, tak davč past. Da sem spoznal sebe, so pravim, leči človek nima sebe rad, ne moreš tudi imeti tašče rad, ne. Ne, stopiš. Ne, in tašče so najjače. Ja, res je. Res je, boljši izgledajo, kot pa 21 let. Ja, se strinjam. Lepši se oblačvajo. Se strinjam. Vse tak, ne. Se strinjam, ja. In ja, šel sem dol v center, Reto center, imam še kontakte z njimi, s preobarjenci, ker za filmo. Eni so poročeni, eni imajo službe, bla, 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 ampak ko so stopil noč čez vrate, tako da bi mi dva tole zelo stopila, imaš pa normalno, da moraš upoštevati neke kriterije, neke direktive. Jaz, ko sem stopil notri, ni televizije, ni cehenk, ni kletvic, ni cigareto, ni žensk, ni to ni za mene. Seksa, ni tako si rekel, vseh ženske, to mi je spustil. Ni alkohola. Kje je to, da si napišem, da ne grem tja, kje je to? Ja, to je Reto center, brezplačni center. Čakaj, pustimo. Ne grem enkrat, to je v Zagrebu. Ne, pustimo. Mim se me sam pelala. No, v Ljubljano smo sami ustanovili, tam sem jaz tudi bil med njimi, ampak jaz sem to sprejel, zato ker sem se naveličal starega življenja. Jaz sem rekel, za mene, če si frajer, je frajer tist, ko pije, kadi, ko ima tisti svoj jaz, ko ima tisti neki svoj temelj, ko se bori, pa ko zna nekaj pokazati za svojimi dobrimi delami, ne. In tam sem jaz čital, ne, jaz mislil, ja, hodiš v cerkev, ja, veš, da hodim, ne, normalno, ampak eni so religiozni, ne, mene, ko se tam Božja beseda doteknala, mene je spremenilo, dalo mi je mišljenje misliti in čeprav sem videl vse odvisno od mene, ne. In jaz še danes čitam, danes rad grem v cerkev, danes rad neke duhovne stvari podelim, pa to, ne, ko si pravim, lej, ko piše nad, ni človeka, ko ne bi pokleknil pred Bogom, ne, in pridejo situacije, ko se človek zlumi, pridejo situacije, ko se človek razjuče, ali bilo kaj ne, ampak
ko prusi, le življenje, ne vemo nič, ne, ampak jaz hvala Bogu, da sem si lahko privoščil, da sem si lahko spremenil na en tak način življenje, ne. Ampak, no, ampak če se sekundo, če te zmotim, no, ampak misliš, da je res Bog to bil kriv, no, da nisi bil ti to, da si bil tako močen, da si se uprl tem starim razvadam. Zakaj si tu recimo se na Boga obesil, narekovaj, pa misliš, da ti je on tu pomagal? Lej, jaz sem bil v Mariboru na psihiatriji, klinično mrtva vse, kot ti reče en doktor, lej, mi smo svoje naredili, roke so vsi dvignali, svoj del smo dali, lej, ona dva že tamle župnik, mazili za gor na vrh, ampak jaz sem se še s tistimi katetrami vstal, ne, pa sem prišel te do medicinske sestre, pa me tako gleda, rekla, ne morem verjeti, da si se te na noge postavil, ne. In je rekel, le Damjan, če se boš ti meni, ko preješ iz Zagreba, ne, postavil pred menoj, je rekel, za mene se niko čudo. In jaz sem tudi tam naredil. Jaz sem šel na pisarno, tako da bi prišel do tebe, rekel, zdravo. Gospod tisto tako pogleda normalno, da me prej niso, da me ne spoznal, ne, ker jaz sem imel, meni se zdi 68 kil, ne. In da se človek v tem času spremenuje, ne, jaz sem ogromno delal na sebi, ne, in še delam. Ampak, so pravim, takrat sem začel Boga prositi srca. Sem rekel, le, če sem že raj vse izgubil, če sem že raj vse dal skavs. Ja, še pa to zadnja opcija. Sem rekel, le, pa te prosim, da še mi daš samo eno možnost, da bi rad slepim odprl oči, da bi rad nekam mladem pomagal, če se da, ne, in evo, še glih včeraj sem eno napisal, človek izgubil ženo, otroke, sem te ostane sam, ne, vidiš tiste lajkice, pa ko pošiljajo, pa to, ampak jaz sem javno napisal, le, če me rabiš, le sred noči, le preješ, poznaš me, napiši mi na zasebno, le si bom čas za tebe vzel. Prav. Ker je, so pravim, jaz zmeram pravim, s tem pravim, le, dok je tolar poln, smo vsi veseli. Ne, če smo na gosteji, ko je pa enkrat prazen, se pa takrat vidi, kakva so naša dela. Gled, to me še zanima, ne, če te vprašam, ravno te odvisniške zgodbe, recimo, ne, ko vidimo, ko nekdo gre v te centre, pa prije nazaj, pa se spet zapletemo, ker pride v isto družbo, ne. Kako si se pa tega izognil, ne, recimo, ali to kriminal, ali to odvisnost, karkoli je, ampak ponavadi, ko nekdo, recimo, da nehaš kaditi, pa priješ v družbo, ko vsi kadijo, ne. Kako si se izognil okolja, v katerem si živel, pa ki te je spravil v to, da nisi na ta stara pot, da si rekel, da še skoraj 20 let, recimo, si že čist v redu. Kako ti je ratalo, no? Pa dobro, pustimo zdaj Boga, verjetno ima tudi Bog, ampak kako ti je ratalo reči, ne, oprostite fanti, oprostite pebi, zdaj pa furči druga oseba, da se pa vi jebite, po domač povedano. Zdaj pa jaz živim drugače. Kako ti je to ratalo? Ne, to se vidi. Jaz prej, ko sem bil tole konica, ne, pa tisti, pa predi von, viš, evo, to. In jaz sem začel neki notranji mir takrat že iskat, prej, ko sem šel, ne. In ko vidiš tisto staro družbo, vidijo, Damjan se pa nekaj spremeja, Damjan pa največ zatal, največ tisto neki se je zmenka, triku, ne. Ampak jaz upravim se neko, po domaču, da bom brez maske rekel, pa kurac, imam starega življenja, čem nekaj spremeniti. Čem nekaj delati na sebi, čem sebi dokazati, pa tako sem že prej rekel, če nima sebe rad, ne moreš drugih imeti rad, ne. In jaz sem praktično sebe dobesedno mrzal. Ne. In ko sem začel stvari, ko bi rekel, ko sem prišel domov, jaz se nisem oziral, le, on je tist, on je to. Eni so prišli, lahko rečem 80% uničeno, bravo Damjan, vidi se ti, ne, čist drug si, bla, ne, da tudi ljudi opazijo. Ampak jaz sem videl, da imam ogromno stvari za nazaj dati, ogromno, da sem mogel preživnino za nazaj vrnati,
da sem hčerki preživnino redno plačal, čeprav še me dala za obrestno mero, da sem se še tam je kolega pokazal, ker je pravi kolega, da sem pol dal bivši denar na tule imaš, pa da te hčerka je spet za avto delal, sem pa jaz te žrtvuval in dal dobro moja firma. In pol, da sem šel iz šolo delati za varnostnika, pa sem še šel na gimnazijo, gor v računalniški tečaj, ne? In tako sem gledal, ne, da sem nekaj zaposlen, da ne zdaj tisto, ne, ampak stara družba, jaz si mislim, tule tam pa peti, zaradi mene, očitno še te življenje ne dost izučilo, ali še te učej, ali še nisi davč padel, jaz manj, kak je to življenje, ko sem padel, čist na dnu, ne? Čist na dnu, ne, in se rečem, dost mi je tega, in ko razčisti sam seboj, ne, rečeš, jaz grem po veri domov, grem zdaj pa grem domov, ko me to zanima, ali ko te greh vodi, ali bilo kaj, ne. Zanimivo. Damjan, kdaj si nazad na Joko? Joko? Človek božji, če bi ti jaz takle razložil 10 let, ko sem dal skozi, da so mi nekateri pravili, da sem kamen, da sem stena, da sem Boga pitaj ko, ne, ampak v bistvu tega želim povedati, ko je vsega temu naredil, ne, da pač, ko sem tudi babico tule v domu, jaz njen prvi vnuk, jaz sem večinoma šel gor nje, ne, ampak bolej to, ko ti ne moreš, imaš solze, ne moreš jih ven dati, lomati srce, lomati dušo, če te razgnati. In jaz, ko sem prišel za staro mamo v vozički tule gor, ko sem pač pomagal dati en del tule v cerkvi, ko sem kosil, sem stara mama na vozički pela in jaz neko lete stara mama, meni je ena želja, da bi šla skupaj v cerkev, da pač tisto, ko ste vi mene naučili, Oče naš in Zdrava Marija, ne, in meni je bila tista nenormalna želja in skal sem mogel neko razumevanje kazati. Skal sem mogel nekaj tisto biti potrpežljiv in s tem sem se tudi veliko naučil od moje pokojne stare mame. In ja, pa so tiste 2 solze, rečem, solze sreče, dol padle, ne. In praktično mi je taki kamen vun padel, da je adijo. Ampak tam so bile samo 2 solze. 2 solze. Čem pa v bistvu povedati, Aron mi je čustva tako odpar, da to ne moreš verjeti, da si neko pa to še ti ženska nada, ko je včasih rečeš temu nadrkano, ko pride nadrkana iz šehta, ali kjer tam nekaj reče, ko ne zna ponosa požreti, ali bilo kaj, ne. On te pa čaka, ne, in pokaže neko zahvalnost, pokaže neka svašta, ne, in res upravim, zato ga imam. Za velike, za moj kratek cet, za vse kot svoje sam, ko imaš sam, ne, tudi tebe sem gledal takrat, ko je bilo tisto, ko ti je en kužek šel, ko si ga zgubil. In ja, so pravim, dal bi vse za njega, ne, ker vidim, kako vrača. Vrača, itak. Ne moraš verjeti. Damjan, ob koncu ti dam možnost, da ti mene vprašaš 3 vprašanja, karkoli hočeš in karkoli te zanima. Nisem ti to naprej povedal, da ne boš, da se nisi pripravil, ja. Tako da, evo, imaš karkoli, 3 vprašanja. Prvo. Zanimiv si mi to, ker ko sem te prvič videl na erotičnem sejmu, te sem delal kot varnostnik tam, te sem še tudi Latoja tam videl. Si to kot prvi človek, nekaj, da si s tem začel. Tu včeraj si me presenetil, ko si rekel, ja delam na radio, smislu, no, že tukaj, da si tukaj začel delati in ko te je potegnalo vse tute vode. Misliš te erotične vode, ali kaj? Ja, ne, veš kaj, erotika in seks, zdaj moramo pa, kako govorimo, ker smo v hramu in
intelektualnih stvari, ampak erotika in seks je bila skozi neko moje vodilo kariere, ne? Ker jaz sem že, ko sem se z muziko ukvarjal, sem imel komad Ginekolog, sem imel plesalke Vroče veveričke, sem imel v lokalni reviji Celjane eno rubriko Povsem iskreno, pa smo v seksu vprašvali ljudi, ne? Tako da je ta vdaja, moja slovita, erotična, dejansko bila samo nadaljevanje vsega tega, ne? In dejansko ena logična nadgradnja. Ne? Je pa zanimivo, da sem jaz tudi mnoge druge stvari delal, ne? Izven te erotike, recimo tudi ta letošnji dobrodelni koncert za Antonija, tudi neke mladinske vdaje, ampak dobro, ta erotika, to je tisto, po čemer me verjetno največ ljudi pozna, ne? Češ Gartner, to ima pa on čez. Ne? Tako da, kaj ti ne rečem, začutil sem takrat, tako ti začutil Boga, ne? Sem jaz začutil, da moram Slovence sprostiti, razbremeniti, podreti tabuje in jim pokazati, da seks ni nič umazanega, nič čudnega, nič prepovedanega, da je seks ena zelo lepa stvar, da so ženske božji dar, da je to nekaj, kar vsi počnemo, je to nekaj, kar imamo vsi radi in da ni treba biti nobeno nič nerodno povedati, kaj si res želi, kaj v resnici je, ne? In to je bil moj cilj, ne? Da razbijem te tabuje zadnje, ki so ostali, ampak ti moram žal priznati, da na dolgi rok mi to ni uspelo, ker je še vedno seks v Sloveniji dosti tabuiziran, ne? In bolj, ko smo po eni strani odprti, bolj po drugi strani, ne vem, padamo v nek začaran krog, recimo, ne vem, če sem primer, seks je zginil iz oglaševanja, zginil je iz javnih televizije, zginil je iz nadaljevanj, zginil je iz filmov slovenskih, govorim. Ne? Ena ženska recimo bi prišla v neko oddajo govoriti o spolnosti, bi izgubila oglaševalce, bi izgubila mogoče službo. Ena punca, ne vem, ki dela kot učiteljica, kot vzgojiteljica, pa je bila moja gostja, pa je preveč se razgovorila in je rekla, isto prosim te, da izreš, to bo en drug dan, mene bo je ubilo v službi. Ne? Tako da tukaj mi ni ratalo cele Slovenije osvoboditi, sem se pa trudil in kljub temu dosti naredil. No. Ja, drugo vprašanje. Drugo vprašanje, kako ne rečem. Vem, da si bil veliko vzihar v nočnem življenju, pa tam nekaj te tam bolj tisto vse pretegnalo, ko bi rekel nočno življenje, ali ulica, ali bilo kak, ne, ko bi rekel. Kak je to, naprimer, jaz to verjamem, ne, da človek mora biti za eno stvar rojen, da ti ne moreš neke stvari tako kar delati, ne, kao kot podklic, ne, ampak naprimer mene je zanimivo, ne, da ko te vidim nekega takega odklopljenega, brez zavor, brez vsega, brez unga, ne, in se mi zdi to zanimivo, ne, ko bi rekel, eni čejo to kao zakrit, pa že blek, ne, ampak jaz temu rečem, pa ko vi stari, tako naprimer včasih je bil tudi Brozib, neko samo čez kavbojke so pokazali vse in vsi so takle gledali, ne, tako so tiste satelitska prišla. Ampak mladina, nekateri do starši navajajo, da mladina je 5krat bolj napredna, ko si nekateri mi starši mislijo, ko če je neka zatret, ko če je neko pozobiti, ko če je neka zakopati notri, ne. In so to je pač čist neki tisti naravno, neka naravno, ampak bistvo tega je, da jaz rečem, če tak, da ne živiš nekem grehi, da se ne zaradi greha pol utoplaš. Ne, je vse okej, ne? Vse posod se meje, ne? Ja. Vse posod se meje. In vprašaj si me, kaj si me vprašal? Kje da te je to najbolj tisto pretegnalo, da si šel v tute vode, pa to... Ne, mislim, to sem ti povedal že. Zdaj je to glede nočnega življenja, to si me vprašal, ne? Ne, veš kaj, nočno življenje, v bistvu jaz sem ga doživel samo, ko sem delal, ne? A veš, jaz, da bi prav iz svoje zabave, pa neke želje, prav privat, si veliko stvari naredil, me ni to pritegnalo, jaz sem to bolj šel profesionalno, ne? Z vidika raziskovanja, ne? Se pravi, imamo zraven kamero, gremo prostitutke intervjujati, gremo nočne klube intervjujati, gremo poiskati, če so kakšni izvodniki kje, gremo do porno zvez, gremo do tega in gremo na after partije, kaj se tam dogaja, ne? In preko tega sem jaz spoznal vse te skrivnosti, ne? Bom rekel, tega nočnega življenja in pornografije in ne vem česa že vse, ne?
Da bi pa prav jaz to živel kot jaz privatno, to me pa ni toliko zanimalo, ker sem zgleda pa tukaj vsem bolj normalen, kot si morda misliš, ne? Ampak kot z vidika posla, kot z vidika raziskovalnega dela, me pa to izjemno zanimalo. Tu sem pa hotel zvrtati vse zvediti, ono, drugo, tretje žrtvo, to pa preko te vdaje in vsega, pa tudi kar nismo smeli zavrteti in pokazati, sem pa marsikaj zvedel in marsikaj doživel, pa dal skozi. Ja. Veš, kaj se mi pa najbolj fajn zdi? Ja. Naprimer na Facebooku, ko daš Michael Douglas, ki je bil zdaj 80 let star. Ja, filmi. Pa tudi, ko so, naprimer, tudi ful znani pevci, pa ono, ko ti daš ta vse gor, danes smo tudi resen dan, eni mislijo, ko še gleda film, da še kar toliko star, ko ga povedi tam, da kuma prej gor potizga Oskarja. Ja. Dobro, to so filmski glumci, ko so tudi se dole neka ogromnega skos, ampak se mi zelo to spoštovanje vreden si res tega, ker rad to pogledam, rad lajkam, pa mi tudi na en način tudi odpre oči. Zdaj bi še te pa nekaj vprašal. Vojski se služil? Civilno. Ne, zedem sodo. Ja. Ampak... Mi že bi mogel iti prav vojsko, ali kaj? Ne, zdaj dobro, vsak ima nekaj svoje. Ja. En gre vojsko, jaz sem bil nor. Ja, verjamem. Misliš, da mi manjka kaj, ko nisem šel v vojsko? Ne to, ampak vidim... Ne, jaz sem baš vprašal, nekaj smo tista generacija. Ne, sem se zognil. Sem se zognil, ne. Ko je bilo to slavje, da si šel v vojsko. Ne, veš kaj je moj problem? Moj problem je bil v tem, jaz sem šminker, ne. In v vojski se treba ustriž, se treba briti, se treba to pizda. In jaz sem bil tak nesrečen, kako me je to pizda v vojski gor dol. Res pa, da sem takrat študiral predšolsko vzgojo, veš, za vzgojitla, ne, in sem tam rekel, da sem proti orožju, da to ni za mene in sem šel prav na testo in sem pol dejansko se pa nisem tak slabo, dejansko sem pa kot civilnem služenju sem pa pomagal dejansko ljudem v stiski, ljudem z duševnimi težavami, sem pa tam pol leta, koliko je bilo to moglo biti v celo, sem pa dejansko naredil tudi eno dobro delo. Pa jaz sem bil una generacija še mogoče, veš, ko sem malo študiral, pa je pa bila tisto obdobje, ko se je pol vojska začela ukinjati, veš. In jaz sem, kako si star, kje letnik si? Ja, koliko daš? Ne vem. Ja, ne reči. Ne vem. Izgleda tako, ko si v brit, izgledaš kot mladenič. Ja, tako si pravi. Zdaj počasi bo 48. No, jaz sem 50. No, vidiš. Skup skor, ne. No, evo, jaz sem izgledal, da sem študiral malo dlje in sem pa tako dolgo čakal, da se je začela ukinjati vojska, pa sem pa civilno šel. Ja. To ni slabega, ne, samo le pač vprašam, ker smo bili tista generacija, ko smo bili skupaj. Ja, pa seksu ne bi v vojski, zato je bil problem. Dobro, so tam šlem na polniš. Ja, dobro, to je res. Ja, da si naredil Ker so rekli, da je... Ker so rekli, da v vojski so bile pol pebov, jim je bila vsaka lepa, ko so bili 2 leti, vsaka, ko je dala, so bili zane. Tak so bile neke zgodbe. Ne vem, kaj bi še te vprašal, evo, poročen, otroke, ne. Nič, ne. Dobro, čakam, še kar čakam. Ne, še kar čakam, ne. Nikoli se ne ve glede tega. Nikoli se ne ve, ja. So pravim, če že tudi nekateri starejši, ko se odločijo, ali bilo kak, ne, ali ta zmeram čas svojo prekaže, enemu prej, enemu kasneje. Tako si rekel, ne. Furči moj, Eurokrema nimava, da bi ga za na konc pojedel, ne. Ja, na kafe imaš pa šanso zdaj, da nagovoriš najne gledalce, kaj bi jim ob koncu tega pogovora, kaj bi jim položil na srce, mogoče nekaj, da bi rekli, Benti, tole pa dober povedal, tale naš Furči. Imaš kaj takega? Ja, tisto, kaj je vsem najbolj manjka, dajte spodbujati drugega. Ne sodi, ker sodi gor, preden ko boš pa sodil, se pa prepričaj. In bori se ko lev, ko žvena temu pravi, ne. Jaz pravim zmeram, ko dam zmeram na Facebook killer mašina, ene mislijo, da sem tisti killer, da sem že bil kerga, ne, ampak killer mašina, ko si na mašini, ko se boriš kot borec, tisti, ne, ko se nadaš tudi Dragič, je to rekel, s to besedo. Jaz sem že imel ta vzkaz, ne, in mi se nikot ne brutala do kraja, bodi killer mašina, bori se, to je življenje.
nič druga, spodbudna beseda, drugmu pomaga, če se da, če se ne da, pa nas sodi. Drugače pa, Furči, predno, če zares končama, to tvojo frizuro, tu gor gledam, ne? In ti moram reči, da ta tvoja frizura me spominja na ženske intimne frizure in moram reči, da mi je to zelo pri srcu. Ne? In ves čas, ko sem te tu gor gledal, sem na to mislil. No? Ja, zdaj je to kaj narobe, ni narobe. Ja, zdaj, lepo imaš, no? Lepo imaš. Jaz se to sam brejem. Ja, lepo imaš. Brejem, pa to ne. Zelo lepo imaš. Pač tak, evo, v začetku sem še imel, da sem vsakrat 2 dni z tisto mašinco tole gor, pa laufa, pa ono, pa si vedel kako žensko na stole, ne, z kako frizuro, neko veš, da se rabi čas, ja pa predi kasneje, pa predi ono, jaz sem bolj tak, ne, jutri, zdaj grem čez 2 ure na ših, ki je zdaj to odsed, ne, pa sem rekel, eno bom se zajeval, si se pa sam samo začel. želetka, to je to, ne, in če greš na en prepih, ti ne more nič odnesti, ne more zepst, nič, Dež ti ne more pri nič. vodi, pri šamponu, pri cetu. Pa še ženska te lahko prime, ki če pa nisi živčen. Nič, dame in gospodje, to je bil Damjan Furman, znan kot Furči, upam, da se uživali v tem najnem pogovoru. Kaj ne rečem, imejte se fajn, kliknite dol, subscribite, lajkite, šerite, mi pičimo naprej in obljubljam, da zagotovo po Damjanu sledijo še enako ali pa še bolj zanimivi gosti. Se vidimo. Fajn bote.